Dober večer in lepo pozdravljeni. Zdravje zob ni samoumevno, še manj sezonsko. Zanje je treba skrbeti prav vsak dan. In če ste med srečneži, pri katerih zobozdravnik ob vsakem preventivnem pregledu najde še kaj, kar bi bilo treba popraviti, potem ste pravzaprav res med srečneži, saj vam bodo tako vaši zobje še dolgo dobro služili. Je to res, dr. Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant, mi boste pritrdili, me kako popravili? Ja, je res, še lepše pa je, če ob rednih preventivnih pregledih ne najdemo nič za popraviti. Da rečemo samo, ne vem, tukaj, tam je treba malo bolj pazljivo umiti zobno ščetko, morda je potrebno na kakem mestu očistiti zobni kamen, da pa kar res ne najdemo, to je pa naš cilj, da pridemo tako daleč, da ko je nekoč pridemo do te meje, da vse v ustih pozdravimo, popravimo, da to stanje samo še vzdržujemo. In tako bova tudi otvorila nocojšnjo oddajo. Dober večer voščim. Prejšnjič sva govorila o zobnih protezah, ki jih lahko snamemo iz ust. Danes bova govorila o zobni protetiki. Ta je v ustih fiksna, postane del nas. Vi pravite, da nas tudi ne moti in lahko lepo živimo z njo. Kako bi pravzaprav opisali zobno protetiko? Fiksna zobna protetika. Zobno protetiko na splošno delimo na snemno, ki jo lahko mi snamemo, in na fiksno. Danes bi se dotaknila fiksne. To je ta, kot ste rekli, da jo imamo v ustih vgrajeno, postane del nas, je ne snemamo in z njo živimo kot ne vemo za njo. Na ta način se pač opredeli fiksna protetika. To bo tema današnjega večera. Gledalce tudi vabimo, da nas pokličejo, morda s kakšnimi vprašanji, in z veseljem odgovorimo na vsako vprašanje. Zato smo danes tu. Tako je. Bova morda kar na kratko predstavila, vi ste zelo modern zobozdravnik, imate najnovejšo opremo, ki jo vaši pacienti v ordinacijah tudi vidijo. Kako se vse to skupaj vidi v vašem delu? Bova verjetno tudi kar pokazala vizualno, da si bodo znali lažje predstavljati. Tako, delamo vse digitalno. V naši ordinaciji se večina odtisov jemlje digitalno. Zdaj se bo pokazal film, ki pokaže, kako s takšnim intraoralnim skenerjem, z neko kamero, mi poskeniramo zobe v ustih, namesto da bi jih odtisnili. To gre zelo, zelo hitro. Na tem posnetku se vidi, kako izkušen zobozdravnik to sam sebi poskenira v 11 sekundah. 11 sekund sicer v praksi ni realna številka, zato ker včasih želimo več detajlov na določenih mestih, ampak vseeno je to mnogo hitreje kot klasičen odtis, s katerim eden ali več odtisnih materialov v zaporedju vstavimo v usta in čakamo, da se le-to strdi. Pacient mora biti ves čas pri miru. Na ta način dobimo praktično takoj 3D virtualni model pacientovih ust, shranjen v računalniku. Na ta način mi poskeniramo obrušene zobe ali pa jih poskeniramo že preden karkoli začnemo pri pacientu delati. Danes je zelo popularno virtualno načrtovanje nasmeha. Nam lahko poveste kaj več o tem, ja? Bova povedala, tukaj je še zanimivo, v videu se lepo vidi, kako griz posnamemo, namesto po klasičnem postopku, kjer je pacient ugriznil v vosek ali neko drugo maso, tukaj pacient skupaj ugrizne, mi pa posnamemo položaj zob, ko so leti skupaj, in na ta način imamo zelo, zelo točno posnet odnos med čeljustmi. Zato so ti izdelki, ki pridejo na ta način izdelani v ustih, zelo, zelo natančni, praktično ne potrebujejo prilagajanja po višini. Ko mi to pricementiramo, eno tako zobno krono ali most v usta, ponavadi, ko pacient ugrizne, ga vprašamo, če kaj moti, redko kdaj, da je potrebno popravljati. In to je prednost tako za nas, kot za paciente. Vsa ta dela so delana v bistvu na računalniku, iz ene kocke porcelanske se potem te zobje sfrezajo z neko CNC mašino in vse skupaj je danes postalo zelo strojniško. Seveda so potem še tu še vseeno dotik rok kot tehnik, te zobe zabarva, lahko sloji na njih porcelan. Dejansko se da pa narediti zelo dobro tudi direktno, da izdelek, ki ga
stroj s freza, po obliki povsem že ustreza pacientu, s temi novimi materiali, ki so v večjih barvah po različnih slojih, pa dosežemo tudi to, da zob ni cel enake barve, ampak da gre od dlesni proti vrhu zoba, da se barva spreminja. Prej sem že začel govoriti o tem digitalnem načrtovanju nasmeha. To je pač današnja prednost. Z našo tehnologijo lahko pacientu vnaprej pokažemo, kako bi izgledal po neki celostni rehabilitaciji. Če govorimo, da ima pacient obrabljene zobe ali pač stare neustrezne prevleke, vidimo na ekranu od zgoraj in navzdol potek. Na začetku so neke take stare neustrezne prevleke, potem te zobe obrusimo, poskeniramo s skenerjem, kot smo videli v videu, pošljemo preko interneta te virtualne datoteke 3D skene zobnemu tehniku na drugi konec Slovenije, on potem izdela prevleke in jih nato cementiramo v usta in dobimo popolnoma harmoničen nasmeh. Seveda pa smo tehniku zraven dodali še sliko pacienta, kako se pacient smeji, da tehnik točno vidi, koliko zob pokaže. Glavna prednost takega načina dela pa je, da lahko pokažemo to vnaprej. Zraven sem prinesel printane 3D modele čeljusti. Bom kamera malo pobliže pokazala. Tako. To so neki prototipi, ki jih pripravimo pacientu. Prej je imel na primer zobe obrabljene za 2-3 mm, zobotehnik jih je v programu podaljšal glede na njegov obraz in nam potem napravil takšen print 3D modela, kako bi izgledali njegovi novi zobje in kako bi izgledal njegov nov ugriz. To stanje lahko mi potem pacientu prenesemo v usta. Z enim odtisom preko tega prenesemo v usta in pacient vnaprej vidi, kako bi novi zobje izgledali na njegovem obrazu. To je verjetno zelo zaželeno. To je zelo zaželeno, hkrati pa nam pomaga tudi zato, tudi mi delamo napake. In na ta način se izognimo napakam. Najhujša v bistvu napaka je, če se zmotimo pri liniji. Položaj zob, ta ravnina zobna, mora biti vzporedna z očmi. In na ta način, ko mi zobotehniku slikamo pacienta od spredaj, z nasmehom, da se vidijo njegovi zobje, on ima 3D model njegovih zob, v programu on poravna ta sken, ki smo ga mi naredili v ustih, poravna s sliko, z dvodimenzionalno sliko in na to oblikuje nov nasmeh. Glede na obliko obraza izbere obliko zob, dolžino zob, kako se bojo proti zadnjemu koncu spuščali ali dvigovali in na ta način zelo predvidljivo lahko pripravi prvi ta prototip. Včasih si upamo narediti tudi brez tega prototipa, na ta način še dodatno zmanjšamo stroške, ampak kadar pa so pacienti v dvomih, ali jim bo nov nasmeh pasal, kadar jih je strah, da ne bo sprememba prevelika, če bojo zobje v redu ali ne bodo, jim lahko na ta način prenesemo to stanje, prihodnje stanje v usta, jih naredimo z nekim začasnim materialom, s katerim lahko gredo domov, se pokažejo svoji družini, prijateljem in jih imajo recimo nekaj dni in potem to odstranimo. Hkrati pa nam ta 3D model pomaga tudi za izdelavo provizorijev, ker ko mi zobe obrusimo, ne moremo pacienta danes več poslati domov z obrušenimi zobmi, čeprav ne brusimo več na špico, ampak še vseeno to ni niti primerno za, ne tako po izgledu, ne za funkcijo. Lahko na podlagi teh 3D modelov izdelamo tudi zelo lepe provizorije na hitro v ordinaciji takoj po brušenju. Se pravi, zdaj združujemo tehnologijo, vaše znanje, lahko bi rekli tudi umetnost, ne? Ste en del umetnika zobozdravniki. Vsekakor. Predvsem zobozdravnik mora imeti oko in najbolj pomembna je komunikacija z zobotehnikom. Nikoli se z vsemi zobotehniki ne moreš ujeti. Tudi jaz delam, na primer,
vsega skup 4-5. Ampak točno vem, katere stvari bo znal kateri najboljše narediti in vem, da določene stvari ni treba več govoriti. En zobotehnik rad dela zobe in neko prosojno zob, taka, ki je meni všeč, taka, ki meni ustreza, da po moje najbolj posnema naravo, en drug dela drugače. In tu si lahko potem zbiramo. In s tem, ko delamo digitalno, ni več problema ta razdalja. Največ delamo z laboratoriji, naprimer iz Ljubljane ali Vrhnike, pošiljali smo tudi v Nemčijo. In vse skupaj je zdaj zanimivo, ker včasih smo si podajali sem pa tja odtise, potem tiste gipsnate modele in danes pridajo pa novi zobje v kuverti, v oblazinjeni kuverti, po pošti in to je to. No. Tudi nekaj, česar verjetno mislite, da tudi nismo vajeni. Ne? Ja. Vas povabimo k sodelovanju. Če želite karkoli dr. Robiča vprašati, je zdaj pravi trenutek, v ordinaciji ni toliko časa ali pa morda za kakšen hiter nasvet, da pokličete, sodelujete v oddaji tudi s kakšnimi svojimi izkušnjami. Dobrodošli. Dr. Robič, dajva reči še kaj o materialih. Najbrž so bistveno drugačni kot včasih, najbrž si jih tudi mi napačno predstavljamo. S kakšnimi materiali delate? Ja, današnji materiali, sodobni materiali gredo predvsem v smer, da so brez kovine. Medtem ko je bil še pred nekaj leti standard porcelan, se pravi kovinska keramika, tu gre za ogrodje, ki je narejeno iz kovine, preko katerega je potem naslojena keramika. Najprej mora biti, seveda, kovina je siva ali zlata, če je zlata, mora biti najprej en opačen sloj, ki zakrije videz kovine, preko njega gre pa na to več slojev keramike, da pač pridobimo neki izgled naravnega zoba. Vseeno pa pride do teh sivih robov lahko. Če pokažemo sliko, recimo, kako se vidi kovinska keramika napram polni keramiki, se bo videlo, kakšna je ta najbolj očitna razlika, ki jo vsak laik takoj opazi. Ko se dlesen umakne, vidimo, da pri kovinski keramiki ostane takšen siv rob, zato ker kovina tam proseva, ali pa tudi, če se kovina ne vidi, tam zob in dlesen ni osvetljena. Pri polni keramiki se pa svetloba drugače lomi in osvetli, ko žarek pade, se lomi in osvetli proti dlesni. Zato je tudi dlesen ob zobu, ki je oskrbljen s krono ali mostičkom s polno keramiko, je bolj rožnata svetla, izgleda lepo naravno. Medtem ko na kovinskih zelo veliko krat se zgodi, da pride ta sivkast oziroma temnejši odtenek. To je prenesla predvsem nova tehnologija, včasih se tega ni delalo, zato ker se praktično ni moglo. Ker ali imamo ogrodje iz kovine, preko katere potem napečemo keramiko, ali pa včasih, oziroma včasih se še danes dela, je to standard, ki ga plača zavarovalnica, so se delale fasetirane prevleke, na katere je preko kovine nanešen nek plastičen material, bodisi akrilat ali danes kompozit. Danes novo tehnologijo, računalniškimi 3D rezkalniki se pa naredijo ta ogrodja iz cirkonoksidne keramike. To je zelo trda keramika, bele barve, ki je zmožna prenesti sile tudi daljših mostičkov. To je to. Razvoj nas sili v iskanje novih materialov za nove rešitve. Poti nazaj, bom rekel, ni več. Zdaj napredujejo materiali vsako leto samo še v tem, kateri bo trdnejši, kateri bo po trdoti in po abrazivnosti, po tem, kako bo obrabil zob na nasprotni strani, kateri bo bolj posnemal naravni zob. Danes stremimo k temu, da imamo material, ki je čim bolj podoben po elastičnosti in po tej površinski strukturi naravni zobni sklenini. Zato, da ne pridemo do situacije, kot se je v preteklosti mnogokrat zgodilo, da so imeli naprimer zgornjo čeljust oblečeno v keramiko, potem se jim je pa spodnja dobesedno zradirala skoraj do dlesni, zato ker je groba keramika v zgornji čeljusti abrazivno delovala na spodnje zobe. Danes je velik poudarek na tej biokompatibilnosti, mi rečemo, Da tega tudi ne jemlje potem telo verjetno kot tujek. A bi lahko rekli, da si potem to fiksno protetiko omisliš in jo imaš do konca življenja? Ja, ne.
Ponavadi ne. Vsa ta fiksna protetika je sicer narejena, trdno bo trajna sama po sebi, ampak mi moramo vedno vedeti, da mi to vstavljamo v nek biološki sistem. V ustih imamo polno spremenljivih dejavnikov. Mogoče, če najprej pokažemo sploh, kaj to fiksna protetika je na eni sliki, se bo videlo, en zobni mostiček, bomo videli, na kak način zadeva deluje. Mi zobni mostiček nasadimo na dva obrušena zoba ali v sodobnem primeru na dva implantata, dva ali več implantatov, na katerega privijačimo, ampak mi potrebujemo nosilce. In ti nosilci so pogoj za to, kako dolgo bo ta naša protetična rešitev delovala. Če imamo mi perfektno zdrave nosilce z zdravo dlesnijo okoli njih, bo to delovalo dolgo. Žal je pa tako, da mi vedno gasimo po požaru. In redko kdaj se zgodi, da bi mi na perfektno zdrave zobe, da bi jih brusili pa delali na njih mostičke, ali pa prevleke. Vedno imamo mi neke kompromitirane zobe, ki so bodisi že okrušeni, večkrat plombirani ali zdravljeni. In le ti zobje so sami po sebi vprašljivi, zato jim mi z neko fiksno protetično prevleko, zobno krono keramično, in poskušamo podaljšati življenje. Na drugi strani, vedno, kadar naredimo en tak mostiček, si moramo priznati, da otežimo čiščenje. Vsak mostiček mora biti narejen tako, da se lahko pod njim čisti z medzobno ščetko, bodisi s posebno zobno nitko, ki lahko gre pod člene med zobmi. Ampak v vsakem primeru je to slabše, kot je bilo naravno, ker je vsak zob bil zase, s katerim se je že dalo z nitko čistiti ali pa se je čisto že samo od sebe. In rečemo, neka taka fiksna protetika, če drži 10 let, da smo zadovoljni, lahko drži 20 let. Pridejo ljudje, ki rečejo, to sem imel v ustih 30 let. V redu, ampak po 30 letih ni bilo 30 let dobro. Dobro je bilo 10 let, potem je bilo pa čedalje slabše. Začela se je dlesno mikati, začele so se druge težave, ki so na koncu privedle do tega, da je pač človek prišel do tega, da je potrebno to zamenjati. In nekdo je prišel do tega, da je zdaj treba poklicati v studio. Dober večer komu? Dober večer. Dober večer. Karmen iz Maribora. Eno vprašanje. Hčera je stara 11 let in so ocenili, da je oziroma rabi ortodonta. Ja. Zdaj čakalne dobe preko zdravstva so, 2 leti, ponekod še dlje. Pa me zanima, a to pri vas tudi zdravite za otroke in pa ali mora imeti za fiksni aparat vse stalne zobe ali so lahko še mlečni? To je to, zaenkrat. Hvala lepa. Bom poslušala odgovor, ja? Hvala za vprašanje. Zdaj, izpostavili ste vprašanje, v bistvu izpostavili ste problem našega zdravstvenega sistema. Težko rečem, ali se zares pri 11 letih mudi ali ne, ampak praksa bi morala biti takšna. Če je hčiš stara 11 let, to pomeni, da ona še nima vseh stalnih zob. Nekje pri 12 letih izrastejo vsi stalni zobje. In tako kot je gospa z vprašanjem namignila, ali lahko ima fiksni aparat, dokler nima vseh stalnih zob, bi rekel, da načeloma ne. Da fiksni aparat se da šele, ko so izraščeni vsi stalni zobje. V tem obdobju mešane denticije, ko imamo menjalno zobovje, se pravi nekaj stalnih in nekaj snemnih, pa skrbimo za to, da razširimo čeljust, da pripravimo prostor za vse te zobe, da se bodo lahko razvrstili v zobno vrsto. Na ta način potem ponavadi tudi samo od sebe se zobje poravnajo ali pa potrebujejo zelo male popravke. Načeloma so v tej zgodnji fazi
te, bom rekel, popravki s snemnimi aparati, vsekakor pa pri 11 letih ni še nič zamujenega, če je do zdaj bila vodena. Če jo je imel en ortodont že od ranih let pod očesom, pod budnim očesom in kontrolami, jaz verjamem, da je vse bilo narejeno tako, kot mora biti, ker ljudje so včasih nejevoljni, nič se ne naredi. Ja, včasih samo čakamo, opazujemo, zato da mati narava naredi, kar misli narediti, na to pa mi usmerjamo. Ker včasih se snemnim aparatom ali z neko vestibularno ploščo Dudo ali danes imamo snemne aparate Majo Brejs, ki jih mi uporabljamo za to mešano zobovje, ki s funkcijo, s tem, da odmakne stran ustnice, da nauči otroka pravilno dihati, da ne diha z odprtimi usti in da ga nauči pravilnega požiranja, zato ker nekateri ohranijo infantilni način požiranja, ki je isti kot je pri sesanju materine dojke, in ne preklopijo na pravi odrasel način. In s tem aparatom jim pomagamo, da pridobijo ta nov mišični vzorec za pravilno požiranje in pravilno funkcijo in na ta način se potem tudi čeljust naprej razvija. Bi radi imeli tudi vi hollywoodski nasmeh? Ostanite z nami, ni več tako daleč, govorili bomo tudi o estetskih luskah čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v studiu oddaje Halo zobozdravnik. Še vedno je moj gost, dr. Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant. Če imate zanj kakšno vprašanje, zdaj povabljeni, da sodelujete v naši oddaji. Tako kot je prej gledalka, ki vas je spraševala o zobnem aparatu za svojo hči. In dolžna sva ji še eno pojasnilo o tem aparatu. Tudi pri vas ga namreč namestite, če je tako. Tako je. Tudi pri nas delamo ortodontske aparate različnih vrst, se pravi od teh zgodnjih funkcionalnih za mlade otroke, potem za malo starejše otroke ali za starejše. Delamo praktično vse tipe aparatov, od fiksnih z teh klasičnimi zvezdicami, ki so lahko danes zvezdice, niso več kovinske, ampak so prozorne, keramične, tudi žičke so danes bele, do teh popolnoma nevidnih, kot ga nosim tudi jaz, ne vem, če ste opazili na kameri, temu se reče Invisalign. To so pač take prozorne opornice. Morda bomo pa res pripravili eno oddajo samo o ortodontskih aparatih, pa bomo tam podrobno opisali vse možne načine premikanja zob. Res sem čakala, kdaj boste povedali to, ne? Že nekaj oddaj čakam, pa nisem upala, pa želela na glas izpostaviti, ampak je res nekaj fascinantnega. Mislim, da bi bila to tema, ki bi gledalce tudi zanimala. Če ostajava pri naši fiksni protetiki, kar je današnja tema, verjetno čisto vsi vaši pacienti niso navdušeni nad tem, da bi si dali pobrusiti zobe, ne? Kako jih potem? A jih prepričate ali poskusite kakšno drugo metodo? Ja, tako je, ne. Če gre za izgubljen en zob ali dva zoba, bom rekel tako, en zob, če manjka en zob, je danes strokovno že, bom rekel, oporečno, da bi predlagali brušenje dveh sosednjih zob, da ne bi nadomestili samo en zob. To je na primer v Avstriji že strokovna napaka. Pacienta je treba obvestiti o možnosti izdelave mostička ali možnosti izdelave implantata in potem se on odloči, za katero rešitev bi se odločil. Kadar so te sosednji zobje že slabi, da imajo neke velike zalivke, potem ja rečemo, fino bi bilo tudi ta dva zoba obrusiti, pa če naredimo še tu en člen zraven, ne bo nič groznega, da bi pa zdrave zobe brusili, zato da nadomestimo en drug zob. To pa danes načeloma ni več praksa. Po drugi strani imamo pa tudi veliko zahtev po estetskih preureditvah nasmeha in tudi v tem primeru se najpogosteje izraži želja potem, da ne bi brusili zob. To se naredi z estetskimi keramičnimi luskami, kjer zob minimalno obrusimo samo iz sprednje strani, zadaj se ga ne dotikamo, morda ga malo skrajšamo. V večini primerov pa to niti ni potrebno, ker
ti pacienti ponovadi že imajo obrabljene zobe, ki so zato krajši. In imamo potem avtomatsko prostor za minimalno debelino keramike, ki je potrebna, da takšna luska zdrži in je potem v funkciji. Lahko pokažemo tudi eno sliko, estetskih lusk, kako to izgleda. Na levo zgoraj se vidi, bom rekel, morda malce nesimpatična barva in moč velike plombe na teh sprednjih zobeh. V medzobnih prostorih vsak zob je bil plobiran tudi iz strani in malo na sprednji strani. Tukaj smo naredili, bom rekel, kar močno brušenje, glede na to, kako včasih naredimo, ampak bilo je potrebno zato, da smo zajeli plombe. Ker nimamo radi, da ostane nek del plombe izpostavljen v ustih, imamo raje samo zob in keramiko, kot pa zob kompoziti na to keramiko. Pač dolgoročno bo sigurno tako bolj uspešno. In potem na desni se vidi nek harmoničen nasmeh, barva in zobje, za katere ne moreš ugotoviti, da niso pravi, razen če pogledaš z ogledalcem iz zadnje strani, kjer se vidi meja med keramiko, po barvi med keramiko in zobom. Sicer pa od spredaj si upam trditi, da laik ne bo prepoznal teh keramičnih lusk. Tudi za sabo, kdaj vidim, ko mine nekaj let, pa pacienta ne vidiš, pa pogledaš, so lepi zobje, ampak če je to res lepo narejeno, tako da je naravno harmonično, ne veš, moraš res pogledati, da so to luske. Hollywood kaj pripomore k temu? Imate več klicev, povpraševanj po takšnih storitvah? Ja, hollywoodski nasmeh si danes marsikdo želi. Tu imamo potem tudi različna merila. V Evropi še vedno težimo k temu, da zobje niso tako beli kot naprimer čez lužo, medtem ko v Ameriki delajo zelo, bom rekel, nenaravno bele zobe, ki so za moj okus, za moje oči, meni niso všeč. Včasih se zgodi, da nekomu res pašejo taki zelo, zelo svetli zobje, ampak tu moramo biti potem, to je na nas in na zobotehniku veliko breme, da naredimo te svetle zobe, ki pa ne bodo sijali iz ust. Ne smejo biti opačni, morajo imeti globino in če nam uspe narediti to globino, da je zob, bom rekel, zelo, zelo bel, ampak ima globino, da se spreminja površina od tega griznega roba proti dlesni, da ima zob, ko ga pogledamo, neko globino, da ni bel kot stena, to so pač neke slabše luske, ko jih marsikdaj vidimo, tega si ne želimo, tega niti nočemo delati. Kadar pa imamo mi zadaj res nek zdrav zob in ga samo estetsko z lusko preuredimo, pa lahko tudi zelo, zelo svetle odtenke naredimo naravne. Bi lahko rekli, da imate morda več ženske populacije pri željah po takšni estetski preobrazbi ali tudi moške? Težko bi rekel, katerih je več. Morda ste ženske bolj odprte do pogovora v to smer, da same izrazite, imate mogoče bolj večjo željo, medtem ko si tudi moški želijo imeti vedno lep nasmeh. Še nikoli se ni zgodil, oziroma redko kdaj se zgodi, da pride kdo, ki reče, samo da je, samo da bom lahko jedel. Ampak ponovadi imajo vsi željo in danes moram reči, da če gledam samo te keramične luske, bi težko rekel iz glave, ali imamo več žensk ali več moških. Mislim, da se je to zelo uravnalo v zadnjih nekaj letih. Ni to več nek poseg, da bi kozmetično preureditev nasmeha želele samo ženske. Mislim, da tudi moški danes radi dobro izgledajo. Kaj pa starost? Je tudi tu kakšna posebna ločnica ali je ni? Tako bom rekel, mlajša populacija
pride z izdelanimi željami, ker se danes informirajo na internetu, raznih teh Instagram profilih, vsak zvezdnik, vsak je danes že lahko, bom rekel, nek mnenjski vodja na Instagramu, ki ima ne vem koliko tisoč sledilcev, hitro dobi kakega sponzorja, dobi ki je kakšno brezplačno kozmetično preureditev in moram reči, da je danes na splošno mlada populacija dobro informirana, ampak po drugi strani pa napačno ali slabo. Zato, ker vidim, ker pridejo punce z nekimi izdelki, ki niso ustrezni, ki niso, bom rekel, ki jim ne pašejo, ampak po drugi strani je pa težko morda tudi laiku točno vedeti, kaj je potrebno. Tudi za nas, saj ne bom pametoval, tudi jaz sem šel čez šolanje, čez nešteto tečajev izobraževanj, ampak da dobiš ta občutek za harmonijo, ko človeka pogledaš, pa znaš izbrati obliko zob takoj in barvo in ko imaš v glavi vse, kakšna določena barva porcelana dejansko v ustih izgleda na takšni ali drugačni podlagi, še to moramo vedeti, ali je zadaj nek zdrav zob, ali je to zadaj zob, ki že ima neko zabarvanje, ali bog ne daj kovinske zatičke in to je pač s kilometrino, si urimo oko, in verjamem, da bom tudi sam z leti še boljši, ampak lahko vidim že pri svojem delu v teh zadnjih letih z napredkom tehnologije, materialov, pa tudi s svojim samokritičnim, bom rekel, ocenjevanjem, da postajamo boljši. In to je verjetno tudi cilj. To je cilj, da smo boljši. Tako. Zdaj, imamo pa po drugi strani tudi starejše, ki pa ponavadi se bolj prepustijo. Rečejo, naredite mi lep nasmeh, ni nobena redkost, da pride gospa pri 70-ih, ki se da izdelati nov nasmeh, ki mora biti spet harmoničen za njeno starost, ampak lep. Da vsako pogleda, jaz pravim, nič ni narobe, če se vidi, da imate nove zobe. Problem je, če se vidi to nadaleč, nekdo, ki vas ni poznal, pa da ve, da imate umetne zobe. Dokler imate pa vi, bom rekel, lepe, čudovite zobe, ki vam pristajajo, potem to ni pri ljudeh več dvoma, sploh se ne govori o tem, ali so umetni ali niso, se konec koncev to niso umetni zobje, to je samo prevleka preko zoba. In tako, starejša populacija je morda lažje je delati z njo, bolj zaupa, se prepusti. In ko imaš enega tisto zaupanje pacienta, ko prije na stol, se uleže, naredite, jaz bom tukaj samo odprl usta, tudi jaz v bistvu pa najbolj sproščen, ker vem, da lahko damo seb in tehniko duška, da se izrazi, da se poigra z barvami, nijansami na zobu, z obliko zob, ki bo zares pasala, da ne bo ta zob pri 70 let staremu človeku enak kot pri 20-letniku in tu potem pride do tistega zadovoljstva tudi v delu. Verjetno bi to o nas, mlajši generaciji, marsikateri strokovnjak vedel enako povedati. Če imate za doktorja Robiča iz Zobozdravstvenega centra Diamat kakršnokoli vprašanje vezano na zobozdravstvo, na higieno zob ali na druge težave, s katerimi se soočate, seveda v okviru vaših zob, nas lahko pokličete, še nekaj trenutkov bomo z vami in morda najdemo kakšen dober strokovni nasvet za vas. Če se odločimo, da celostno preuredimo naš nasmeh, da se tako izrazim, koliko časa nam to vzame? To je zdaj odvisno od našega splošnega ustnega zdravja. Kadar imamo mi, bom rekel, urejeno parodontalno zdravje, da zobje niso prizadeti z nekimi parodontalnimi žepki, z vneto dlesnjo, da so zobje zdravi, da nimamo granolomov, potem lahko mi v bistvu to vse pripravimo, če gremo nazaj od takšnega prvega skeniranja in izdelave 3D modela, potem da v roku enega tedna imamo ta model narejen pri nas, lahko pacientu pokažemo, kakšen bi izgledal z novimi zobmi. Takrat potem določimo termin za, bom rekel, pripravo, predprotetično pripravo zob, brušenje zob, skeniranje, izdelavo provizorijev in v roku enega tedna imamo potem keramične nove zobe pripravljene. Se pravi, v idealnem primeru je to 2-3 tedne.
Žal pa vedno ni tako, kadar delamo mi nek celostno ureditev nasmeha. Poleg samih zob gledamo tudi dlesen in gledamo linijo dlesni, gledamo razmerje med rdečo in belo estetiko, se pravi med dlesnijo in med zobom, ki je bel. Da ko se nasmejemo, pokažemo malo dlesni in zobe, ki sledijo spodnji ustnici. In da to dosežemo, je včasih potrebna tudi parodontalna priprava, ne samo z vidika odstranitve parodontalnih žepov, ampak tudi dviga dlesni. Nemalokrat se zgodi, da zobje z leti, ko se rabijo, izraščajo in so zaradi tega se dlesen podaljša dol, ali pa se zgodi, da pride na zobe karies na zobno korenino in imamo potem prizadet zob do stika z dlesnjo, kar pa ni dobro za naše prevleke, ki morajo nasedati na zdrav zob. Zato v takem primeru umaknemo dlesen višje, da s to novo keramično prevleko objamemo celoten zdrav zob, da imamo ta stik, s katerim prevleka nalega, vsaj 2 mm, mi rečemo temu ferul, sploh če je kak zatiček, je obvezno, da keramika prekriva 2 mm zdravega zoba. V takem primeru se ta zob potem ne bo odlomil tudi pod malo večjimi silami. Lahko pokažemo sliko, kako izgleda podaljšanje zobne krone. Sliši se grozno, ampak to dejansko ni tako velika operacija, to damo anestezijo, dvignemo dlesen, odmakniti moramo tudi kost malo više in tu vidimo zdaj na sliki že nek tak izdelan izdelek, ki sicer ni estetsko sprejemljiv, je bolj ta ameriška scena z belimi zobmi, ki pa nimajo te prosojnosti, nimajo globine, ampak izgledajo kot, če se malo grdo izražim, skoraj kot neki čigumi, ampak zgolj za ilustrativen prikaz razmerja, kako se je zob na levi strani potem podaljšal po sami rehabilitaciji. Da ste naredili ta prostor. A zdaj to pomeni, da ste tudi kirurg ali napotite pacienta za tak poseg drugam? Če sem vas prav razumela, tudi to naredite kar pri vas, ne? Nima pacient dodatnih stroškov, poti, časovne razdalje. Pri nas naredimo to res vse pod eno streho. Jaz imam to srečo, da sem imel srečo se izobraziti in dobiti spekter, ki pokriva celotno zobozdravstvo, od protetike do kirurgije. Tako da ena taka parodontalna operacija ni problem. To je v bistvu stvar, ki se jo začnemo učiti na začetku, ko se učimo paradontologije in kirurgije, in na ta način pomagamo. Jaz tudi svoje kolege v našem centru spodbujam k temu, da se vsaj teh malih kirurških posegov vsak nauči, da je vsak sposoben zdreti katerokoli zob in tudi narediti to podaljšanje klinične krone, kot mi rečemo. Zato, ker to ni samo v primeru teh celostnih rehabilitacij, ko mi spreminjamo linijo nasmeha, da je dlesen povsod enaka, ampak tudi čisto vsak dan je, ko imamo zaradi zobnega kariesa zob zagnit pod nivo dlesni, ko je recimo, da karies prišel do kosti, in v takem primeru ne moreš narediti plombe uspešno, zato ker vedno bo prišla zraven vlaga, in da lahko mi dosežemo to absolutno osušitev, moramo delati nad dlesnjo in v suhem. In zato je treba ob vseh teh globokih plombah ali potem v izdelavi prevlek na takšnih zobeh znižati dlesen nižje, da več zoba gleda iz kosti ven. To se grozno se sliši, ampak v lokalni anesteziji se dlesen umakne, ta čeljustna kost se pobrusi ob zobu in dlesen se nižje dol prešije, praktično nič ne boli, ponavadi tudi kasneje ni bolečin, včasih sicer so takšne, da je treba vzeti tudi kakšno protibolečinsko tableto, ampak načeloma ni to nič hujšega in s takšnim, bom rekel, posegom
nadaljno uspešnost te protetike ali zalivke, ki je globoko pod dlesnjo, bistveno izboljšamo nadaljno prognozo takšnega zoba. Se pravi, konkretno nekakšnih problemov po tem posegu vi ne zaznavate? Ne, ni tu nobenih težav. Lahko je edino, kar je v tem vmesnem obdobju, skelenje zoba, zato ker je tam razgaljen zobni vrat in dokler mi tega ne pokrijemo, je bolj občutljivo, ampak načeloma to ni tako problematično. Midva sva, ker morava počasi zaključiti najino nocojšnje srečanje, že govorila o keramičnih plombah, ne? Tudi te, kolikor vem, sodijo pod fiksno protetiko. Ja, tako je. To so zobni inlay ali onlay, neke vrste keramične plombe. Lahko še enkrat sliko pokažemo. Tako. To je pač keramična plomba, ki je izdelana izven ust. Načeloma mi vse zobne zalivke delamo v ustih, damo na obrušen zob, ki ima odstranjeno to zobno gnilobo, neko matrico, ki nam drži obliko zoba in potem mi notri napolnimo kompozit, se trudimo z izdelavo kontaktov, da se med zobe ne nabira hrana. Na ta način pa potem zobotehniko poskeniramo, recimo, če gledamo zdaj po sliki, najprej smo odstranili te amalgamske zalivke, nato smo poskenirali in zobotehnik nam potem pošlje nazaj te keramične plombe. Slabost tega je, da jih ne moremo narediti takoj, čeprav imamo v ordinaciji tudi eno manjši stroj za frezanje teh onlayov, da ko mi takoj poskeniramo, pacient zunaj počaka 30 minut in jih dobi že isti dan, ampak v zadnjem času to uporabljamo čedalje manj oziroma sploh ne več, zato ker imamo ta nov skener, ki smo ga videli na začetku oddaje, ki je bolj natančen, hitrejši, ni potrebno sprejanja zob, ampak delamo direktno na zobeh. Pri stari metodi je bilo pa treba s takim srebrnim sprejem zobe najprej nasprejati, da jih je skener prepoznal. Je pa to seveda prednost, da takšen zob, ki je oskrbljen s tako keramično plombo, drugače prenaša te žvečne sile in je bolj odporen na poke. Dejva reči samo še tole, kako potem se skupaj vzdržujemo? Je to zapleten proces, moramo veliko skrbi temu posvečati? Ne. Vsa protetika mora biti tako narejena, da je čiščenje enostavno. Da je možno čiščenje z zobno nitko, z medzobnimi ščetkami, pa z običajno zobno ščetko. Prednost vse te fiksne protetike je, da se na keramiko, sploh na cirkonsko keramiko, obloge ne prijemajo tako kot na naše zobe. Zato je tudi čiščenje potem ob teh zob bistveno bolj enostavno. Ne smemo pa pozabiti na žleb med dlesnjo in zobom, tega je pa treba seveda ravno tako kvalitetno očistiti z neko nitko ali z mehko zobno ščetko, da odstranimo tam obloge, da ne bi nastal zobni kamen, ki bi potem odrival dlesen in privedel do razgaljenja korenine in razvoja parodontalne bolezni. Hvala lepa tudi za vse nasvete in pojasnila za nocoj. Prosim. Hvala lepa pa tudi vam, dr. Jure Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant vam je tokrat delil nasvete. Tudi prihodnjo sredo ob 20. se vidimo v oddaji Halo zobozdravnik, do takrat pa samo zdrav zob je lahko tudi lep zob. Lahko noč.